V sredo 11. maja so v knjižnici gostili ustvarjalce prevoda Slave Vojvodine Kranjske. Predstavili so izzive in ovire, s katerimi so se srečevali ob prevajanju tako kompleksnega dela, razkrili pa tudi zanimivosti, ki jih skriva Slava, in predstavili veličino Valvazorjevega dela. Pozdravljena, gospod Primož in gospod Tomaž, urednik in prevajalec pomembnega dela za Slovence. Od kod pobuda in ideja o ponatisu tako pomembnega dela, kot je Slava Vojvodine Kranjske? Ideja se je že dalj časa pojavljala v slovenskem prostoru. Bili so tudi že eni poskusi, da bi se to delo v celoti prevedlo. Niso bili uspešni. Zdaj ta zadnja pobuda je prišla z moje strani pred 500-letnico rojstva Primoža Trubarja. To je približno 3 leta nazaj. In smo štartali, imeli smo to srečo, da smo našli in finance in vrhunsko ekipo, prevajalce. Tako da zadeva je zlaufala in zdaj je v bistvu 3. knjiga prevedena, jeseni izide in izgleda bo šlo do konca oziroma ne bo problema. Izdani sta bili 2 različici, meščanska in bibliofilska izdaja. V čem se razlikujeta vsebinsko in oblikovno? Zdaj Slava Vojvodine Kranjske izide v 4 knjigah. To bo okoli 3500 strani ogromnega formata. Zraven izide potem še 5. knjiga z študijami pa kazali. Je pa šlo v meščanski pa bibliofilski izdaji. Razlika vsebinska ni. Se pravi, vsebina je kompletno ista not, papir je tudi isti, razlika je v drugih materialih in v nakladi. Bibliofilska je bolj ekskluzivna, tako da je platničena v pravo goveje usnje, v škatli, iz pravega govejega usnja, z belimi rokavicami in tako naprej, zlato obrezo. Pa naklada je samo 500 kompletov, po 5 knjig. Meščanska je pa iz recikliranega usnja, brez zlatih obrez, je pa naklada 1500 izvodov. To je v bistvu vsa razlika, V prevod je bilo tkano veliko časa, dela, pameti, visoki so bili tudi stroški tiskanja, zato je temu primerno tudi primerna cena. Zdaj, dve različni smo, to smo že rekli, izvedbi. Komplet meščanskih knjig, se pravi 5 knjig, stane 3500 evrov, to je 700 evrov na knjigo. Komplet bibliofilske izdaje stane pa 7000 evrov, to je pa potem posamična knjiga 1400 evrov. Gospod Primož, a je ta knjiga primerna tudi za današnjega bralca? Ta knjiga je vsekakor zelo zanimiva tudi za današnjega bralca. Mogoče je za današnjega bralca bolj zanimiva kot pa mogoče za ljudi recimo v 19. stoletju, ker je pravzaprav tudi ta časovna distanca naredila svoje, ker na ta način pravzaprav spoznavamo čase, ki jih drugače ne poznamo, razen iz bolj suhoparnih zgodovinskih opisov. Tako da tukaj pravzaprav dobimo eno tako dragoceno okno v preteklost, tako da pravzaprav vidimo, kaj je takrat bilo na Kranjskem in v njeni okolici. Tako da napisana je pa v zanimivem jeziku, kot je značilno za tisti baročni čas, tako da je tudi zanimiva za današnjega bralca, tako za strokovnjaka, ki bo iskal kakšne stvari svojega področja, ki so tudi takrat, tiste stvari, ki so takrat bile, so podrobno in resno, z resnim pristopom opisane. Je pa tudi obilo zanimivih zgodbic in deloma zabavnih komentarjev. Najlepša vam hvala.